imava velik problem. Ne samo, da se po novem stanovanju ne da premikati, ampak stvari niti nimava kam pospraviti. In temu je bilo treba narediti konec. V današnjem vlogu se tako podajava na misijo IKEA, najino zadnjo rešilno bilko. Tja se odpravljava v upanju, da lahko najbolje in za čim manj denarja opremiva najino novo stanovanje. Ti nisi resna, to 100 evrov, tisto 250 evrov, pa 1000 enih malenkosti po 10 evrov. Ne, daj fakt, ne, ni da se čist čez budget. Ker trenutno redne službe nimava in prihodki so zirodnjente nada. Iz nič ustvari dom. Ali nama bo uspelo? Če nama ne uspe, spiva med škatlami, še lep čas. Ali bo šel vas privarčevan denar takoj po zlu, saj naj jo je Slovenija ujela v trend, ki je past, katere niso pričakovala. No, Ponč, kam gremo pa danes? Danes gremo pa v nabavo. Po 14-dnevnem življenju dobesedno ven iz škatel in iz najnega kovčka je čas, da se midva opremiva. Opremva, greva v IKEA v Gorico, v IKEA s 2 kombi, ker planiramo kupiti omare, pohištvo, da bo lahko midva začela normalno živeti, kako se spodobi. Ker neki najnega stanovanja namreč je tako prazen, ja, ne, in Bele stene. in zdaj, ko sva toliko cajta živela v kombiju, vidiš vsak prostorček, ki je neizkoriščen, tako da zdaj bomo vse zafilali, vse. Tisti tvoj ta v krogu, kva imaš za pekač, recimo, pa voka, ne? Ja, on gre v veš. 80, ne? Ja. Ja, ko moraš še obestra. Niso dali nekje, niso dali. Kaj se ni dalo, vse se je dalo. Ponč, že zdaj ti ne gre, kljub temu, da imaš prazen krožnik. Čak sem jaz tudi. Lega. Ja, no, a bo. Matram se pustila. Evo ga. Wow, bravo, Ponč. Skoraj 3 mesece je preživel v Aziji, pa še zdaj so mu palčke kitajska vas. Kaj, če bi se ti malo nehala norca z mene delati? Ker so poimenovanja v IKEA ful zabavna, pa je čas za eno zgodbico in IKEA panse. Naj ljudje res obsojajo, zaradi tega, ker so midva dva fejka. Daj, kaj imena so najbolj? Danes sem ful dober spal in sem čist frišten. Smo hoteli nabaviti stole, pa so rekli, da moramo počakati do torka. Kako si drzne stati na predpražniku od Trumpa? Sem najdel, kam bova spravila na enega bumbarja. Tole je za drona. Skozi druge sprašujejo po mnenju. In da nas sprašajo, ne bili pripravljeni na ta prav odgovor. Najbolj mi gre pa na živce, ker še nis kakšnega filma pogledal in poti folk pošilja kvarnike, spoilerje. Dej, Alex, no, ne biti tok len, pa mi posprav že tiste štumfe izstav. Najbolj mi gre pa na živce, ker folk na slovenskih cestah ne zna voziti in se ti tam svalkajo po cesti. This is gonna cost us hiljada. Billions and 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 Hiljada evra. Na Švedskem nimajo Snoop Dogga, imajo pa Snoop Loga. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Za naročanje določenih omart se moraš v IKEA po novem naročiti na termin. Sam tok, da veste. Kva je IKEA, zdaj boš pa imela? Evo, metodi Jurija. Za šal. Za eno mehno sobco. In še ena stvar, ki naj jo čist fascinirala. Hrano, ki jo nameravaš kupiti, računalnik sam preskenira in to kar dol z vozička. Koliko so pa napredni, ej?
A si sploh bil v Ikeji, če nisi meatballsov naročil? Dober tek, Činkolo binkolo. Jaz ne vem, zakaj je ta cukor najprej nastavil Ne, da tlele. to dobro zgleda. Pa to je najboljša stvar. Kupiš kozarc in pa imaš neomejeno pijačo. Končno ne pretiravi, pa ne rabva take kafetere. Zdaj imela ful obiskov in treba 20 kofetov naenkrat skuhati. Ja, da v biznis laufo, a ne? Kave, kar jo hoč. To rabiš pa že ful plina. Tukaj naj že čaka pult, tak pult, zdaj ga imava čez cel hodnik, ampak vse bo. Je bilo pa potem potrebno še vse sestaviti, kar je tudi vzel kar nekaj časa. Naredimo en before pa after tele sobe. Trenutno je čist prazna. Luč je not, cevi so not, pa štekar je not. To je to. Ampak imava pa sedaj vsaj nekaj dodatnega prostora. A je vse popolno? Ni. A je približno v redu? Maja bo. Namesto prave deske za mizo so si sposodila še eno izmed neodprtih polic omarice, ki je še niso sestavila. Tako, malo se mora znajdati. Nas pa seveda čaka še kar nekaj dela. No, v tem prostoru je pa malo drugačna situacija. Ups. Bomo. Zdaj imamo predalnike, ampak ja, rabova takole bomo imela mizo v L. In pa tule je še polhan omaric za drugo sobo, ki so pa trenutno samo takole zložene v kotu. Bo, počas bo. Kartona je veliko. Joj, koliko kartona. To je že sploščen. Školjk je drugače tega bilo. Evo, prve omarice na hodniku že stojijo, malo se umakam ponč. Da bi oni kaj videli. Sam premalo pantov so nam dali, tako da vratca še pridejo. Evo, takale je situacija. Prve omarice tukaj stojijo in so take full fine. Takole. Pa takole za obešati in z mehkim zapiranjem. Pink! Pol so nam pa v Ikeji dali malo premalo pantov. Tako da, vratca mava. Pante bomo še dokupali in bo še tukaj vratca. Ti po mojem sploh ne boš imel police te zgornje. Kva nam to veliko? Ja, če imaš tako velike jakne. Ja, seveda. Se sem velik fan. En ogromen problem nama trenutno predstavlja tudi pomanjkanje interneta. Vsega v novem stanovanju še nimava. Da pa je stvar še bolj zakomplicirana, pa imajo naša telekomunikacijska podjetja malo potežkoče. To je vse tako malo, račun brez krčmarja. En druga čakajo, kdo od koga, kaj je optika, to se malo ve, pa malo ne ve, kdo lahko potegne kje internet, kdo koga gostuje, pač vse je tako en Wild West. Čakaš pa itak ti kot uporabnik. Skratka, long story short, po 3 tednih čakanja so nam povedali, da optike tle, kjer so midva, oni ne morejo narediti. Pa čeprav optičen kabel v stavbi je. 5G antena tudi ne pride v poštev, ker sred mesta, 50 metrov od centralne, je ravno pri nama neka črna luknja, kjer 5G ne lovi. Tudi 4G ni glih najboljši, ampak to so pa že detajli. Vse, kar lahko naredijo, je, da potegnejo bakreno žico. Z 10 mega na sekundo uploada in pri takih hitrosti boste vi vlog dobili glih čez 10 let.
Ja, saj vem, da sem videl malo specifična, kar se tega interneta tiče, ampak to je res tako malo smešno. In pol se moraš še kregati, da oni odstopijo od pogodbe, ker pač ne morejo dostati stvari, ki so jo obljubili, da jo bojo. Joj. Pa na podlagi pritožbenega oddelka, ali vam bojo oprostili vezavo, ali vam jo bojo pa rekli, ker midva nisva tukaj, da midva to sodba. Ok. A lahko pa jaz vsaj pismeno dobim, da se pač stvari ne da dostaviti? A bi se kdo poklical? Ne. In mi je pa on sam rekel, mislim, da smo v Kremenčkovih, jaz ti lahko samo bakreno žico dal. Bilo označeno kot nemožnost priklopa. Dokler vas dejansko iz tehnične podpore nobene pokliče nam nič z tega. In kdaj bo to? Ker to je zdaj že v bistvu to 3 teden in se nič ne dogaja. In da žalosten je, da moram jaz poizvedeti, o čem je moj problem. Ne? Se pravi, da jaz kličem na Telekom, na T2, na Telemach, da pridem do informacije, da Telekom sploh nima tam optike speljane in da se vi sploh ne morete tega vezati. Jaz to informacijo dobim v 1 uri, vi me pa nategujete že 14 dni. Ampak pustimo to. So preveč travmatične in težke teme za tako fleten vlog. Gremo rajš na bolj zabavne stvari, pa najprej nekaj konteksta. Nekaj, o čemer sva spregovorila že v najnem livestreamu o najnih občutkih povratka v Slovenijo. Padla sva v 2 stvari. Padla sva v Skrito v raju, pa v Temu. To je to, kar v Sloveniji dogaja. Ampak Ponč, udala sva se v slovensko usodo. Sicer Skrito v raju še ne gledava, ampak Temu sva pa mogla vklopati. In tukaj je prvi paket, ki bomo zdaj skupaj odprli. Tole sem naročila 2 tedna nazaj in iskreno tudi spomnim se nekva je noter, tako da to je tudi zame vrečka presenečenja. Sej Ponč je samo modro tiho, pa samo bupuje tlele. Lej, flaška za Stelex. Jaz sem pa mislil, da mrože lahko špricev s tem. Bova tudi zate naročila. Ne, jaz pa ne bom tako konzumerski kot ti, oziroma kapitalističen. Ne, jaz sem zelo pametne stvari kupovala. Tvoj očka nama je rekel, da morava tele bamperčke kupati, tako da sva jih kupila na Temuju. Evo, kablo lovilec, en je zate, en je pa zame, tako da je upravičen, da je fair. Kljukce, evo le jih kljukce, da jih bova nalepila. Kljukce za? Ja, ne vem, da bo žlico lahko v besu začel obuvati, pa hitazga. A ti imaš cel Temu hol tlele zdaj. Ja, seveda, Temu hol, kaj pa je to? Še več pipkov, to je res poceni na Temuju. Te so malo večji, te so pa malo manjši. Dobro, a to, da je vrata obutana, ti za pod stol spodi. Da jo stene lepe, tle so še eni črni. Pa koliko si tega nabavila? Ja, vse! No, dej. Kva pa je tole? No, mišica, dej. No, gre ven, no. Kaj ne gre? To je pa držal za rolco papirja, a veš, tako, kot sva imela v Binkotu, v campervanu. Ja, štekam za papirnate brisačke. Ja, da tako lepo visijo. Nej ti bo, no, vse so kar uporabne Ja, stvari. drugače so ful uporabne stvari. Kaj pa misliš, da je kleno? To pa mislim, da je ena bedarija, sem se jaz to odločila, da rabva. Kaj pa je to? Ne vem, kaj pa je to. Drevo, življenja. Kakšno drevo življenje? Čak bom sestavila, no. Takole? Da bova imela v predsobi, da boš lahko tlele ključe odlagal, pa tle... Dej, no! Ja, ni zavrno! Ja, da ne boš omare po škrabu, kaj? Ne, čeprav dobro, zdaj res vse prstane, vse ključe, avtomobilske, od stanovanja, od vsega, vse iščem, skozi No, iščem. zdaj boš pa klele gor Uj, v fejtel besu. gor. Kaj fejtel? Ja, nekaj ptičkle gor v Yes, res. no, to se najbolj veselim. Fejtel je gor. Yes, No, vidiš, tudi ptič. to ni neumen. Super. Zdaj, mene sam skrbi, da ves denar, ki sva ga v Ikeji prišparala, boš ti zdaj zapravila. Ah ne, jaz sem na tem prvim Temujem ful navdušena, tako da grem kar še kaj naroč. Tadiha. Na srečo je Temu kaj, vsaka stvar po tisti evro ali 2, tako da... Si je rekel, naivnešen. Že takoj čez par dni tole. Sam gledajte, kaj vse potegne ven. Pa poslušajte komentarje zraven. Tole kocko sem ti kupila, ujeb, ti je velika. Ti si mi rekla, da je majhna.
je grd? Kaj pa je to? Kaj pa je to? Kaj je grd? Ja, dobro, tukaj šti kar velik. Evo ga, to bova lahko zdaj zamenjala in drugega grdega bova dala tega, če je lep. To bomo pa še videli. Jaz mislim, da ona pozna samo dva pridevnika, grd pa lep. Ja. A ste se kaj načudili? Ker jaz sem se. Sam ne izdelkam, ampak računal za poravnavo kreditne kartice na koncu meseca. No, prid pogled, kako lepo zgleda. No, pridem. No, Ponč, a ni lepo? Evo, najne nove omarice z Ikeje, postavljene končno. Tukaj še tele zgori sva kupila, začele. Čak te so zdaj že iz number 2. To še Ikeje, nisem videla, ja, no. to sva šla pol pante dokupati, pa še eno omarico. Vidim, da malo prehtevam s tem filmom. Potreba iti nekaj dni pred tem kadrom. Namreč, ko smo zmontirali tisto prvo IKEA ekspedicijo, so ugotovila, da ni dovolj in da bo treba iti še po nekaj malenkosti. Zato je za vikend pel film Fast and Furnished, IKEA Dream. Voziček gre naprej, pamet pa ostaja zadaj. Treba pa vraca smastati, kar 35 post 3. 35 post 3. Tom dol. Pa danes nismo toliko pretiravali kot zadnjič. Danes samo 2 vozička, bravo, mi 2. Gremo, brum, 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 brum. In kaj sva nabavila? Prvi plan je bil, da si urediva pisarno, ampak sva na koncu ugotovila, da bo to veliko težji projekt, kakor sva sprva mislila. Samo poglej, kako tuhtava in premikava in gruntava, kako bi postavila tole vražjo stvar. Problem je kavč, ki je kar ogromen in je prišel s stanovanjem in je dokaj malo prostora, da bi lahko oba sedela za pisalno mizo. Ko niso tega nagruntala, so se odločila, da najprej zamenjava ta jedilen kot. Edini artefakt, ki je še ostal od prvotne lastnice in totalno ne paše v ta modern ambient. Pa glede na to, kako rada gostiva dinner partije, absolutno ne posede dovolj ljudi. Najprej so bili na vrsti stoli. IKEA ima ravno sedaj novo linijo kuhinj in jedilnic, ki so res hude. Tako da seveda sva morala po stolih sestaviti še mizo. Najprej je bilo potreben vsaj delno razstaviti klop, da bo prostor za novo mizo. In star kot odnesti v klet, kjer čaka naslednjega lastnika. By the way, če bi kdorkoli želel klopi in pripadajoče stole ter mizo, je stvar še vedno na voljo. Link od bolhe pa v opisu. In potem je sledila miza. Želela sva belo in da se raztegne. Sedaj sva sestavila že toliko IKEA pohištva, da sva že uigrana ekipa. Res se sestavlja kot Lego kocke in kar je še bolje, na koncu smo ugotovila, da je v osnovi miza velika za 6 ljudi. Če jo raztegneva, pa komot spraviva kar 8 ljudi, kar je bistveno več, kot sva imela možnosti v prejšnjem stanovanju v Logatcu. Pa se vrnemo na tisti del k temuju, oziroma po temuju, da pokaževa še ostale najdbe iz IKEA. Čak te so zdaj že iz number 2. To še Ikeje, nisem ja, videla, ja, no. to sva šla pol pante dokupati, pa še eno omarico. In evo, Pa še tlele si dala zdaj. ja, tako da se poink, teh grdih poink. čevljev ne vidi. Tako. Evo, pa temu. Sam se veš, zdaj se bojo vsi čevlji usmradili, ker bo iz mojih čevljev toliko smrdel, da bo vse še po tvojih Veš čevljih. kaj, jaz rabim svojo omarico. Jaz rabim še eno omarico in svojo omarico. No, pa kuhno se tudi malo red spravlja, ne? Malo se je red spravila, pustimo to, da je vse našarjen še odkosila, pa od Pustimo, vsega, pustimo kar to, mora ja, Ponč ja. pomiti, pa še ni. Ampak evo, v Hoferju sva kupila retro Wasserkocher, kuhalnik za vodo, Super, 18 €. Pa sva pa kupila tele magnete v IKEA, to je najboljša stvar. Magnet za nože. Ping, ping. Pa moje dogote. Ja, dolgote. Pa tole za obešati sva kupila, prav lušten. Fino, evo. Dej, to, ko se spatlele matrala, da je tole v Wasserwagu, pa Ja, nič ne boš tole sva še povedala. kupila takole za cuno, da si lahko takoj roke obrišeš. Super. Pa najpomembnejša stvar, kofi aparat je nazaj. Zdaj ta hitre kave popoldanske. A ne? Ja, lušten. Skratka, naš ta drug odhod v IKEA je bil zelo, zelo produktiven. Sedaj so z opremljanjem stanovanja na, 75%, kar nam daje čas, da obiščeva tudi kakšnega prijatelja in narediva kakšen izlet.
Medtem ko gledate te lepe posnetke iz Mosta na Soči, pa kaj nas čaka za naprej. Neki moramo pogrundati čez kopalnico, ker nima niti ene same omarice ali predala. In seveda najino pisarno. Ampak temu se bova posvetila enkrat v bližnji prihodnosti, morda že v naslednjem vlogu. Zdaj pa je zopet čas za ene 2 do 3 vloge iz Nove Zelandije, da se iz Slovenije nabere nekaj novega materijala. Naslednjič gremo namreč na najlepši prelaz Južnih Alp v Novi Zelandiji. Čaka nas slovit Arthur's Pass s svojimi alpskimi papagaji, kejami. Tako da narod se na najin kanal, všečkaj video, kaj poklepetajmo v komentarjih in se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau!